Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in pa ljubitelji medobčinskega nogometa. Pred nami je drugi polčas nedeljske tekme med domačimi Marles Hišami in pa gosti iz Črne na Koroški. Nogometni klub Peca iz sredine igrišča za drugi polčas so krenili domači nogometaši, ki ta obračun igrajo v svojih tradicionalnih črnih barvah, na drugi strani pa pri Peci prevladuje rdeča. Po prvem polčasu, kot lahko tudi sami vidite, nogometaši Marlesa vodijo z 1-0. Lahko rečemo povsem zasluženo vodstvo, bili so boljši nasprotnik skozi celoten prvi polčas, imeli tudi več nevarnih situacij pred vratarjem gostov, na koncu pa se je z lepim zadetkom izkazal Aljaž Dobaj in tako postavil rezultat prvega polčasa. Bomo videli, kaj lahko pričakujemo v tem nadaljevanju, ali lahko gostje stopijo na plin in pridejo do izenačenja, ali pa bodo domači še enkrat več prevladovali tudi v tem drugem delu. Medtem v naletu gostje, Hovnik na levo stran proti Pečovniku, še vedno Pečovnik, Ribič na koncu uspešnejši. Hitro znova do posesti gostje, to da neuspešen pri oddaji žoge Gostinčnik, iskal je Pavličiča. Mirno Belej vrača Lopatnemu. Mirno Embreuš vrača svojemu vratarju. Preletimo še tudi obe enajsterici, brez sprememb tako na eni kot na drugi strani. Pri domačih v vratih Mlaker, v obrambi Valentin Jelenc, Novak Miljatović in pa Embreuš. V vezni vrsti so Aljaž Dobaj, Nerad, Ribič in pa Pavlič, v napadu pa Zgrabič in Izidor Jelenc, ki je v prvem polčasu igro vstopil na mesto Štruklja, ki je staknil poškodbo. Na drugi strani pri Peci pa v vratih Lopatni, v obrambi Cafuta, Belej, Aliti in Hovnik, zadnja vezista sta Gostinčnik in pa Ameršek, pred njima Pečovnik, Pavličič in Vezovnik, najbliže nasprotnikovim vratom pa Fortin. V napadu gostje, po desni strani si želijo priigrati morda kakšno nevarno situacijo pred vrati Mlakerja. Jelenc, uspešnejši Belej. Pavličič. napadu gostje. Vidimo, da so dosti bolj pogumno krenili v ta drugi polčas pri Peci.
Prva zamenjava tudi v gostujočih vrstah. Na koncu prekršek domačih nogometašev in to bo prosti strel za Peco. Daja proti drugi vratnici, toda žoga je preletela vse in znova brez nevarnejše akcije gostov. Seveda domačemu vratarju se nikamor ne mudi. Domači so nekoliko stopili na žogo, seveda imajo željen rezultat že iz prvega polčasa. Bomo videli, ali lahko Peca v tem drugem delu dvigne svoj nivo. Zaenkrat so pokazali boljšo nogometno predstavo. Mlaker na kratko proti Miljatoviću, ta na desno stran Embreušu, ta vrača Miljatoviću. Na koncu prekršek gostujočih nogometašev in še vedno bo to posest za domačo ekipo. Sedaj so z igro pričeli gostujoči nogometaši, ki so željni izenačenja. Želijo ostati nepremagani v tem uvodu letošnje sezone. Cafuta, manjše težave za Cafuto, hitro je žogo vrnil Beleju. Mešal se je Dobaj. Ko smo letos dejansko iskali podatke in se pogovarjali z nekaterimi krajani Črne na Koroškem, kdaj so se v Črni dejansko začeli ukvarjati z nogometom, smo ugotovili, da začetki izvirajo iz leta 1934. Takrat so se črnjanski fantje oblečeni v srajce in zbrali nekako in s kolesi odpeljali igrati prijateljsko tekmo na Prevalje. Črnjani so presenetljivo takrat premagali Prevaljčane s 3-2 in to je bil zares velik podvig za tisti čas, kajti na Prevaljah je že obstajal registriran nogometni klub, to je seveda velikan prevaljskega nogometa Korotan, obstajajo tudi
nekateri podatki, da so nogometaši iz Črne v letu 38 igrali prijateljske tekme z ekipo Šoštanja v domačem kraju, kjer je že deloval registriran nogometni klub, rezultati medsebojnih srečanj pa žal niso znani. Po tem obdobju in v času med drugo svetovno vojno nismo zasledili kakšnih posebnih nogometnih dogodkov. Žogo so starejši fantje občasno brcali po okoliških travnikih, nogomet pa se na Črni znova začne pojavljati po letu 1955. Visoko so domači pritisnili na gostujočo obrambo. Pavlič, napaka Beleja, vendarle nekaj sreče tudi v teh trenutkih za Peco. Belej, na kratko. Proti Rastočniku. Ribič. Proti Jelencu, uspešnejši od njega je bil Belej, ki pa je, kot vse kaže, na koncu storil prekršek nad domačim napadalcem. Prosti strel za domače bo izvedel številko 17 Valentin Jelenc. Proti bližnji vratnici je odšla ta podaja, toda na mesto obramba Pece, Jelenc, uspešnejši od njega je bil Pečovnik. Znova se je omešal Dobaj, še vedno Dobaj. Žogo je Peci priboril Rastočnik, toda zgolj na kratko, znova tukaj Dobaj. Dobaj na drugo stran, kjer se je odkrival Izidor Jelenc. Vezovnik je povlekel proti napad za Črnjane, v ogenj pošilja Fortina. Fortin in Miljatovič v dvoboju, uspešnejši Miljatovič, Novak. Še vedno Novak, Pečovnik, Pavličič, težave za Pavličiča, toda znova do posesti Pečovnik. Pečovnik pred vrata, izbija Novak. Pavlič, v bloku Celner. Ameršek na desno stran proti Pečovniku, Miklavž na preostalem obračunu, ki se je pričel istočasno kot tale naš, vodi že proti Pesnici z visokih 4-0. Pesničani, kot vse kaže, imajo pravi razpad sistema v Miklavžu, ki še enkrat več dokazuje, da na svojem igrišču dejansko lahko premaga vsakega nasprotnika. V lanski sezoni je za Marles Hiše največ minut odigral Vanja Ribič, ki je na igrišču preživel 1170 minut, torej je dejansko na vseh 13 tekmah igral od začetka do konca.
Pri domačih pa je lani iz klopi največkrat vstopil Blaž Dobaj, 10-krat, seveda gre za nogometaša, ki, kot sem že dejal, v prvem polčasu ne nosi več dresa Marlesa. Med strelce pa se je pri Marlesu v lanski sezoni vpisalo 7 različnih nogometašev. Najboljši strelec ekipe je bil Gregor Zgrabič, ki je dosegel 9 zadetkov, največ rumenih kartonov sta prejela Mlaker in pa Nerad, oba sta se podpisala pod 4, rdečega pri Marlesu niso prejeli, medtem nevaren nalet domačih. Zgrabič oziroma Nerad je v kazenskem prostoru iskal Jelenca. Ribič lepo proti Jelencu, toda v prepovedanem položaju se je znašel slednji. Še ena zamenjava v gostujočih vrstah iz igre številko 72 Vezovnik. Najvišji v skoku je bil Miljatović. Vidimo, da domači nekako prevzemajo pobudo in iščejo ta zadetek, drugi zadetek, s katerim bi nekoliko lažje zadihali. Mirno je Hovnik žogo vrnil svojemu vratarju. Pavličič, še vedno Pavličič proti Fortinu. Toda v obrambi sta se izkazala Izidor oziroma Valentin Jelenc in pa Miljatović. Koncu prehitra podaja za Zgrabiča. Rastočnik vrača Beleju. Znova Rastočnik. Belej. Lepo je našel Pavličiča, od njega uspešnejši Dobaj. Dobaj je danes že kar nekajkrat onemogočil Pavličiča. Zgrabič. Še vedno Zgrabič. Pavlič. Pavlič proti Ribiču. Nespretno Aliti, toda žoga je v roko zadela Ribiča. Pečovnik proti Celnerju. Fortin vrača Pečovniku, ta je videl tekajočega Pavličiča. Miljatović. Strateg domačih je zadovoljen s predstavo svoje ekipe, vsaj zaenkrat, zato mislim, da tudi ni opravil dobene zamenjave, razen tiste v prvem polčasu, ko je zaradi poškodbe iz igre odšel Štrukelj, v igro pa je prišel Izidor Jelenc. Pavličič lepo proti Fortinu, Fortin je videl tekajočega Pečovnika. Pečovnik se namešča, v obrambo se je vrnil Ribič. Celner. Znova na mestu Miljatović, Pavličič. Še enkrat več uspešnejši Dobaj. Ta takoj v ogenj pošilja Jelenca. Jelenc v samostojni akciji. Na koncu pa prekršek domačih nogometašev.
predložek pred vrata, glasen je bil Gregor Mlaker, ki je brez težav ujel to podajo. V naslednjem četrtem krogu je znova pred nami nekaj zanimivih in pa vsekakor razburljivih obračunov. Pohorci, ki so v začetku letošnje sezone povsem razglašeni, na svojem kontu imajo 3 točke, vendar prav tako kot njihov nasprotnik Rače, ki tudi ne blestijo, a vseeno mislim, da glede na kvaliteto moštva bi gostje morali ta obračun obrniti v svojo smer, še posebej zaradi tega, ker si pri Račah želijo vrha lestvice, si zagotovo novega spodrsljaja enostavno ne morejo privoščiti. Radeljčani, ki so že dokazali, da se lahko kosajo s prvoligaškimi moštvi, gostijo Starše, ki zaenkrat še niso razvile tiste svoje prepoznavne igre, a vseeno borbeno in vztrajno nabirajo točke in jasno zagotovo spadajo v krog ekip, ki se lahko v boju za najvišja mesta konkretno vmešajo. To so tudi dokazali zmago proti Račam. Zasedba iz Mežice NK TAP Akumulator odhaja na gostovanje v Pesnico, kjer bodo domači nogometaši iskali prvo zmago pred domačo publiko v letošnji sezoni. Vidimo pa, da Pesnica nikakor ne razvije igre, ki bi si jo želela, oziroma so v dokaj slabi formi v začetku tega prvenstva. Bomo videli, kaj si lahko dejansko nadejamo od tega dvoboja, a zagotovo bodo tako eni kot drugi sila motivirani, da pridejo do novih točk. Marjeta, ki je znova v prvenstvo krenila zelo samozavestno in motivirano, željna dokazovanja in z visokimi ambicijami, gosti Miklavž, ki je letos favoritom že dodobra otežil zadeve, predvsem na svojem domačem terenu v prvem krogu zmaga proti Račam z 2:0 in pa sedaj tudi visoko vodstvo proti Pesnici 4:0. Bomo videli, kaj pa lahko Miklavški Čmrlji opravijo na gostovanju pri trenutno najbolj razigrani ekipi v prvenstvu. Duplečani odhajajo na gostovanje v Jurovski Dol, ki zaenkrat ne najde svoje igre, oziroma vsaj zaenkrat je ta nivo nogometa previsok, a na drugi strani Duplek prav tako ne blesti, še posebej ne proti ekipam iz spodnjega dela lestvice, oziroma proti ekipam, ki bi na papirju morali veljati za lažjega nasprotnika, se nikakor ne znajdejo najbolje. Peca, ki je do sedaj na svojem igrišču praktično blestela, premagovala nasprotnike, gosti Malečnik, ki ima tudi letos nekaj težav na teh težkih preizkušnjah. A pri Malečniku so imeli tudi nekaj smole, tako da se bo tudi gostom zagotovo slej ko prej vse povrnilo in takrat bodo veljali za enega izmed bolj nevarnih tekmecev. Marles Hiše, današnji domačini, pa odhajajo oziroma bodo odšli na gostovanje v Brunšvik, ki je iz kroga v krog v vse večjih težavah. Zanimivo bo videti, ali lahko pri Brunšviku v roku enega tedna nekako sestavijo moštvo oziroma sestavijo sistem, ki bi lahko funkcioniral in vsaj nekako dostojno stopil v boj z Marles Hišami, ki so danes dokazale, da premorejo veliko te borbenosti, vztrajnosti, za katere so bili tudi poplačani. Rastočnik pa izjemno slabo. Rastočnik Miljatović proti Pavliču, ta je podaljšal proti Zgrabiču. Nerad je videl tekajočega Jelenca, ki pa ni bil najbolj natančen pri oddaji žoge proti Pavliču, in prekršek Pavliča. Znova do posesti gostje Celner. Hovnik, lepo Hovnik.
Fortin. Belej. Belej na levo stran proti Rastočniku. Rastočnik s predložkom, kjer je iskal Fortina. Poigral se je Hovnik. Veliko prostora ima sedaj Jelenc. Jelenc v situaciji 1-1 izkazal se je z izjemno obrambo. Vratar gostov, ki tako svoje moštvo ohranja v igri za točke na tem obračunu. Jelenc pa je zapravil izjemno situacijo pred gostujočimi vrati. Zagotovo bi zadetkom na 2-0 povsem v težak položaj spravil Črnjane. Pavličič, lepo Pavličič, Pečovnik, 1-1. Na drugi strani pa hitra akcija, hiter protinapad gostujoče zasedbe, ki je prišla do izenačenja na 1-1 na mesto, da bi domači nogometaši povišali prednost. Jelenc je zapravil izjemno priložnost, pa so v hitrem protinapadu udarili goste in po podaji Pavličiča je zadetek dosegel Pečovnik in izid izenačil na 1-1. Bomo videli, kaj še nam pripravlja ta današnji obračun, ali bodo domači uspeli strniti svoje vrste in znova povesti, ali pa bo ta zadetek dal zagona gostom, ki pa so sedaj znova povsem v borbi za 3 točke na tem obračunu, da tako kot Marjeta ostanejo 100% v začetku letošnjega prvenstva. Zgrabič, lepo Zgrabič proti Jelencu. Jelenc povratno podajo, iskal je svojega brata, toda še enkrat več se je izkazal vratar Pece. Pečovnik. Sedaj smo dodobra videli, kar pomeni, kdo ne da dobi sijajna priložnost. Zapravljena strani Izidora Jelenca, na drugi strani takoj hiter protinapad in boleč udarec za Marles Hiše. Na 1-1 je zadev Pečovnik. Prekršek nad Pečovnikom je storil Pavlič. Belej na kratko proti Alitiju. Hovnik. Miljatović. Jelenc proti Dobaju, še vedno Dobaj. Dobaj na levo stran, kjer se je odkrival Nerad, ki je z ostro podajo pred vrati iskal Izidorja Jelenca, ki pa ni bil pravočasen oziroma vsekakor premočna podaja je bila to strani Zgrabiča oziroma Nerata. Dobaj. Dobaj je iskal Kušnika, ki je okrepil vrste Marles Hiš. Iz tretje ligaša je prišel iz nogometnega kluba Dobrovce, ki mu v tej sezoni vsaj zaenkrat ne gre najbolje med tretje ligaško konkurenco v tretji slovenski nogometni ligi. Pavličič
Na desno proti Hovniku. Hovnik s predložkom, najvišji je bil Novak. Kušnik. Ponerat, ki je v ogenj poslal Kušnika, toda hitrejši od slednjega je bil Belej. Iz igre je med tem strateg domačih potegnil Pavliča, v igro pa, kot že rečeno, je prišel Kušnik. Zgrabič v samostojni akciji. Novak proti Miljatoviču. Dobaj na kratko proti Novaku, ta na levo stran Jelencu, Ribič. Menil je Ribič, še vedno v preigravanju Ribič. Iz igre pri domačih oziroma pri gostih številko 8 Fortin. Pri domačih pa iz igre številko 24 Nerat. V igro pa je prišel številko 21 Tomi Babšek. Pri gostih pa v igro številko 79 Jaroš Štiftar. Kušnik. Ameršek, še vedno Ameršek. Prehitra podaja je bila to za Štiftarja. Kušnik na desno stran, lepo proti Ribiču. Ribič, vmešal se je Celner. Embreus bo izvedel avt za svoje moštvo. Kušnik, še vedno Kušnik. Embreus proti Dobaju, znova Kušnik, lepo Kušnik proti Ribiču, Ribič pred vrata, toda pravočasno z obrambno reakcijo Aliti. Vidimo, da domači znova nekako dvigujejo svoj nivo igre, tempo in iščejo ta zadetek za novo vodstvo, da pridejo do vodstva z 2-1, ali jim to lahko uspe mogoče iz tega udarca iz kota, izvedel ga bo Valentin Jelenc na drugo vratnico, Celner najvišji v skoku in tudi prekršek nad gostujočim nogometašem. Tako eni kot drugi iz teh prekinitev na današnjem dvoboju niso imeli kaj prida priložnosti. Obe obrambi ohranjata zbranost na najvišjem možnem nivoju. Pri Peci pa je v lanski sezoni največ minut odigral Aleš Krevh, zbral jih je 1080, največ zadetkov so dosegli v 54 minuti, mrežo nasprotnika so v teh trenutkih dvoboja zatresli dvakrat, iz klopi je največkrat vstopil Mravljak, to
mu je uspelo 4-krat, med strelce pa se je vpisalo zgolj 5 različnih nogometašev, najboljši strelec moštva je bil Knez z 9 zadetki, največ rumenih kartonov pa je prijel Luka Kogelnik, kar 4, pokazana sta jim bila tudi 2 rdeča kartona, prijela sta ju Aliti in pa Fortin. Kot vse kaže, bo to še ena zamenjava v domačih vrstah, a predtem bodo gosti izvedli ta prosti strel. Nevaren strel oziroma kar direktno je na vrata sprožil Rastočnik, ki je v manjše težave spravil domačega vratarja Mlakerja. In sedaj bo glavni sodnik dopustil menjavo pri domačih, iz igre številko 23 Zgrabič, v igro pa prihaja številko 19 Aleš Mlaker. Pavličič proti Štiftarju, to se kaže v prejšnjem dvoboju s Pavličičem skupaj v Dobaj. Celner športno žogo pošilja iz igrišča. Peca je imela v lanski sezoni tudi 12 metrov, ki obe so uspešno realizirali, medtem ko na drugi strani Marles ni imel niti ene najstrožje kazni. V gosteh na obračunih Pece se je v povprečju zbralo 45 navijačev, skupno je bil podatek nekoliko višji, a še vedno zelo skromen 56. Peca je v gosteh dosegla 9 zadetkov, od tega 5 v prvem in pa 4 v drugem polčasu. Na drugi strani pa se je pri Marlesu na domačih tekmah v povprečju zbralo 82 gledalcev in skupni podatek je bil nekoliko nižji, zgolj 70 ljudi je vse skupaj, če smo še sešteli obračune domačih in pa gostujočih dvobojev, povprečno zbralo na tekmah Limbušanov. Marles je na domačem terenu dosegel 12 zadetkov, od tega so jih kar 11 dosegli v drugem polčasu. Bomo videli, ali lahko nekako nadaljujejo ta ritem tudi v tej sezoni. V letošnjem letu pa so pri Marles hišah zaenkrat dosegli 7 zadetkov, 2 od tega je dosegel Zgrabič, po enega pa so dodali Pavlič, Nerat, Miljatovič in pa Babšek. Prav tako se je danes med strelce tudi vpisal Aljaž Dobaj, prejeli so 5 rumenih kartonov, dobili so jih Zgrabič, Pavlič, Nerat, Miljatovič in Babšek, rdečega pa še vsaj zaenkrat pri Limbušanih niso prejeli. Štiftar je poskusil s strelom z roba kazenskega prostora, v bloku je bil Novak in to bo udarec iz kota za Peco.
Rastočnik proti drugi vratnici, kjer je bil pazljiv domači nogometaš številko 6 Embreuš, to bo še en kot za goste, na kratko so to odigrali. Hovnik strelal na vrata, obramba Mlakarja, lep poskus je bil tu Hovnika z roba kazenskega prostora. Še en udarec iz kota za Peco, tretji že za povrstjo, tokrat ga bo izvedel številko 79 Štiftar. Štiftar nevarno je bilo to, izgledalo je kot da je Štiftar iz tega udarca iz kota kar direktno poskusil presenetiti Mlakarja. Nekaj centimetrov je sedaj ločilo Peco od vodstva. Rastočnik mirno svojemu vratarju, nanj pritiska Ribič. Leniči na kratko proti Hovniku, ta takoj v vezno vrsto proti Ameršku. Pečovnik 1-1 z Embreušom, ki se je še enkrat več izkazal z obrambno reakcijo. Štiftar. Bo pripadel Marlesu. Aleš Mlaker takoj v ogenj pošilja Ribiča. Ribič in Celner v dvoboju. Celner mirno proti Rastočniku, ta že v vezno vrsto proti Ameršku. Ameršek na desno stran, kjer je iskal Leničija. Diego Leniči je še eden izmed povratnikov v črno-belo ekipo oziroma v ekipo Pece. Po enoletnem igranju v avstrijskem nižjeligašu Heimburgu se je v Peco vrnil tale 22-letni ofenzivni Dravograjčan, ki se dobro znajde tudi na položaju levega bočnega nogometaša, medtem pa znova v naletu Črnjani. Težave za Novaka, strelom je poskusil Pavličič. Iznajdljivo Ribič. Igro z roko je na koncu dosodil glavni sodnik in to bo prosti strel za domače. Vidimo, da ima nekaj težav tudi Ameršek. Prosti strel za Marles bo izvedel Miha Kušnik. Kušnik na drugo vratnico, kjer je iskal Novaka, Jelenc pred vrata in 2-1. 2-1, strelec zadetka Aleš Mlaker in domači so prišli do novega vodstva. Izjemna akcija je bila to domačih nogometašev, prvo Kušnik z visoko podajo, kjer je žoga preletela Novaka, tam toda na pravem mestu je bil Valentin Jelenc, ki je s podajo v kazenski prostor lepo našel Mlakerja, ki je še enkrat več oziroma ki je lepo odreagiral in na iznajdljiv način zadev za drugi zadetek Marlesa na tem obračunu in novo vodstvo za domače. Ali lahko Črnjani ob koncu tega obračuna vendarle pridejo do izenačenja? Jelenc znova pred vrata, kjer se je še enkrat več odkrival Aleš Mlaker. Prehitra žoga je bila to na koncu za Kušnika, out za Peco.
Mlaker. Mlaker atraktivno proti Kušniku. Kušniku preigravanju. Manjka nekaj te eksplozivnosti, hitrosti Kušniku, da bi v teh situacijah lahko izvedel oziroma preigral nasprotnika. Veliko prostora ima na levi strani Valentin Jelenc, da domači so zapravili posest. Leniči, neuspešen pri ustavljanju te podaje, je bil številko 79. Štiftar. Prekršek nad Kušnikom. Kušnik je v igro Marlesa v tem drugem delu prinesel nekaj mirnosti. Jelenc z ostro podajo proti Mlakerju. Nekoliko prehitra je bila ta žoga za Mlakerja. Prav tako za Babška. Prekršek Kušnika. Aliti, Rastočnik. Pa vrača Alitiju, seveda dolga podaja Alitija v napad. Pečovnik. Gregor Mlaker mirno razrešuje to situacijo pred svojimi vrati. Pametno Tomi Babšek. Seveda domačim se sedaj v teh trenutkih nikamor ne mudi, imajo željeno vodstvo, željeno prednost. Jelenc, uspešnejši od njega Rastočnik in glavni sodnik je med tem odpiskal konec današnjega obračuna. V izdihljajih tekme so pri Marlesu prišli do druge zaporedne zmage v letošnji sezoni. Kot že rečeno, prvi polčas so dobili domači z 1-0, z lepim zadetkom z roba kazenskega prostora se je izkazal Aljaž Dobaj, nato pa izenačenje gostov Pečovnik na 1-1 in zmagoviti zadetek v izdihljajih tega obračuna dosegel ga je Aleš Mlaker, džoker s klopi in na koncu mislim, da lahko tudi rečemo zaslužena zmaga domačih z 2-1 in prvi poraz v tej sezoni za Peco. Kot smo lahko videli, se v gosteh Črnjani ne znajdejo tako dobro kot na domačem terenu. Z moje strani je bilo to za danes vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do naslednjič.